Poklic zdravnika daje vse, daje solze, daje kri, daje tudi veselje, daje zadoščenje. V človeški naravi je, da največ vtisa pustijo najbolj tragične zgodbe. Teh je nažalost pri nas precej, je pa res, da prav z enako težo puščajo pečat, ki so sicer tragične, vendar se dobro izidejo. In zaradi teh zgodb vsi vztrajamo v našem poklicu. Ja, lahko res rečem, da smo prva bojna linija. Si seznanjen z vso pestrostjo tega človeškega bivanja v dobrem in slabem smislu. Pravzaprav razgaljaš do obisti na nek način, ker jih moraš v kratkem času spoznati. Ampak to dela urgentno medicino strašno zanimivo in strašno živo. Z vsem srcem pač sem to, kar sem kot zdravnik. Evo, zelo, pa sem ti zadnji še poslušala. A si že kdaj poslušal svojega srčka? Zelo rada imam otroke in naravo in najrajši pa vidim, če se to oboje združi in so otroci v naravi. In se res dobro počutim, če me spustijo v njihov svet, če vstopim tja. Življenje na podeželju za zdravnike in za zobozdravnike ni enostavno, zato ker je zelo težko ločiti zasebno življenje od poslovnega, od službenega. To izgleda tako, da pač pozvonijo, če vidijo luč, ali pa recimo, kadar grem v zdravstveni dom, če je spodaj parkiran avto na soboto popoldne, ko urejam kakšne administrativne zadeve, se potem pač odzovejo in vrnejo ali pokličejo ali pa pozvonijo na zvonec. Ta poklic mi pravzaprav pomeni zadost svobode, po eni strani, da lahko pomagam ljudem, ki so bolani, ki pomoč potrebujejo. Po drugi strani mi pri delu omogoča tudi zavedanje nekih lastnih mej, se pravi tega, da ne moramo vedno pomagati vsem. Spoznanja, kaj te meje so, s tem živeti je včasih tudi precej naporno, o tem razmišljaš tudi takrat, ko se služba že konča. Ta občutek, ko mu vzbudiš upanje, rešiš njegovo težavo, je pogosto precej večja nagrada, kakor neko novo odkritje, za katerega si rabo mogoče tudi par let. Bolezen pogosto pahne pacienta in njegovo družino v zelo težko situacijo. Sploh v otroški nevrologiji je bolezni, ki so zelo težke ali pa celo smrtne, ogromno. In poslanstvo vidim v dvojem. Prvo, da pomagamo bolniku skupaj z naravo doseči, da bolezen zavremo ali pa v celoti odpravimo. In po drugi strani, da pomaga, tako kot en čolnar prebroda tako težko obdobje, da bolnik zdravi in v bistvu lahko izpolni svoj življenjski potencial. Zjutraj vstati, ko je služba, to je pa to. Tisto srce, ki je prinešeno nekje, severa Nemčije, po večjih urah začne to utripati, in potem tega bolnika še spremljaš v intenzivi. Na koncu pride nekdo in reče: "Hvala vam, gospod doktor." To je tisto, kar je, se splača vsak dan vstati pa iti. To nekako res čutiš, da si nekaj dobrega naredil.